Kot je povedala ravnateljica Andreja Petrovič, so izdelki študentov plod njihovega dela z mentorico Majo Vajs. So pa raziskovali razmerje med kodi in znaki na primeru TikToka, kjer so iskali kakšno je razmerje zdaj desno, levo. V bistvu mi je bil ta projekt zanimiv iz tega, ker v bistvu so na tem področju kolažev, palimpsestov in plakatov delali v bistvu v nekem drugem mediju in že sam prehod iz enega medija v drugega je tukaj pomenil kar veliko refleksijo. Njihov cilj je bil ozaveščati študente o pretirani uporabi aplikacije, ki ima lahko kup negativnih posledic, a je na drugi strani lahko tudi koristno pedagoško orodje, kar so pokazali z razstavljenimi kolaži. Delali smo v večini grafiko, v kateri smo prikazali 2 strani TikToka in tudi različne uporabnike TikToka, kako drugače gledamo na TikTok in prikazali svoje ideje. Mladi so na TikToku preveč časa. Gre za zapravljeni čas, meni Juta Usenik. Smo gor in smo skozi gor. Zato sem se pa tudi odločila, ker sem na svoj način hotela predstaviti, da je TikTok kot nek virus oziroma tako kot recimo korona, ki nas posrka, tako ima večji vpliv kot na moške, kot na žensko recimo. Pri izdelavi kolažev je sodelovalo 22 študentov, so pa posneli tudi dokumentarne filme in objavili natečaj za srednješolce, v sklopu katerega bi mladi poglobljeno razmišljali o uporabi aplikacije skozi umetnost. Večini je namreč TikTok le orodje zabave. Predvsem videoposnetki, ker so kratki in te v tistem času, v tistih 10-5 sekundah, te video takoj pritegne in ga pogledaš do konca in v bistvu na ta način. Jaz ga uporabljam tako dnevno, vsaj 2 ure približno. Samo TikTok? Ja. Pa so pa še druge? Ja, pol pa Instagram, Facebook pa take. Ampak TikTok me tudi včasih prevzame, moram tudi za šolo delati, ampak pozabim na šolo, ker grem na TikTok. Adrian se strinja, da so mnogi mladi že zasvojeni ne le z uporabo TikToka, ampak s tehnologijami nasploh. Zato so takšni projekti ozaveščanja bistvenega pomena.